Beletrina v živo. Beletrina, živahna in živa, polna življenja, Beletrina v živo. Prisluhnimo, koga in kaj sploh imam, sem pomislil in se kmalu spomnil, da imam življenje. Vozim se gor in dol in kaj? Krošnje dreves so se upogibale v burji. Spoštovane, spoštovani, veliko veselje mi je, da se danes pogovarjam s pisateljem, ki je napisal delo z naslovom Čas lepih žensk, lep naslov. Napisal je s tem delom, tako se mi zdi, nekakšno hvalnico življenju. Napisal je hvalnico ženskam, ki smo življenje. Jurij Hudolin, pozdravljeni in naj bo takole v živo in živahno živjo. Hvala. Jurij, vseh okoliščin vsi vašega življenja vsi ne poznamo. Zato mi povejte, kot bralki vašega dela Čas lepih žensk, kako in kje živite? Jaz sem v bistvu, tako bi rekel, rojen Ljubljančan. Tukaj z Mestnega trga. Večino časa svojega življenja sem preživel v Ljubljani, vendar se je nekaj v mojem življenju dogodilo to, da sem, če zdaj računava, pri 50-ih pol leta, pol teka svojega življenja preživel tudi v Istri. V Puli sem končal osnovno šolo, potem sem tam končal tudi srednjo šolo, študiral sem pa v Ljubljani. In je to neka zanimiva kombinacija, ki mi je nekako odprla oči, da je življenje na nek način res ena lepa igra. Ampak, da sem do tega prišel, do tega spoznanja, sem mogel dosti bolečine doživeti. To prije tako. Ampak ne na mazohističen način, ampak na ta način, da v bistvu, da ljudje si sami pri sebi ne predstavljamo, da se ti lahko nekaj krutega zgodi, ker to se ti zgodi takrat, ko to najmanj pričakuješ. In od tega... Stupnili s tem, Ja. s to mislijo, ker ko sem brala Čas lepih žensk, se mi je zazdelo, da je v vas nekaj lahkotnega, da ne podležete radi depresiji. Vem, da depresija ni isto kot bolečina, ampak v delu, ki sem ga brala, je bilo nekaj lahkotnega, nekaj optimizma polnega. Zato si vas ne predstavljam kot človeka, ki bi vas bolečina pobila, ampak bolečina pognala naprej. Ne, jaz sem hotel vsem to povedati, da v genezi vsega, kar pride do lahkotnosti in do lepote življenjske, da geneza mora biti ta, da je stkana z nekaj zelo hudega, da prideš pol do te topline. Ne more priti drugače do tega. Na vašem delu... Ja, ni to kupljeno, ker nismo pač Hofer, ampak smo pač pisatelji in drugače to doživljamo, kako priti do lepote in do čustvovanja lepega. Kako bi žanrsko slogovno označili svoje delo Čas lepih žensk? Zelo težko, ker jaz, ko sem hotel pač diplomirati primerjalno književnost, jaz tega nikoli nisem mogel. Jaz tudi svojih razlagalcev ali pa teh literarnih kritikov, jaz tega nikoli nisem mogel, ne bom. Zdaj veliko ljudi je prijateljev mojih, ki se s tem ukvarjajo samo, jaz tega ne jemljem resno. Zato, ker sem pač ustvarjalec in mi tudi ne tako, ne gane, kako bi rekel, ne prizadane, no. Ko sem bil mlad, me je mogoče, zdaj pa ne več. Ocenjevanje. Ja, tako je. Ne, to ne. Pa nič proti, ne. Imam pa zelo rad to in znam spoštovati to, da se ljudje zanimajo za knjige, da se zanimajo za nek razvoj, samo ta razvoj ne sme biti povezan z častilakomnostjo in s tekmo. Tega ni. V umetnosti to ne sme obstajati. V knjigi ste zapisali, da se ljudem v očeh vidi vsaka neprebrana knjiga. To je rekel en moj prijatelj, Damir Karakaš. Ta je dobra. Nekaj podobnega, to je moj prijatelj, zagrebški pisatelj, oziroma z Like, Damir Karakaš, mislim, da Beletrina, prevedel sem, mislim, da 2 ali 3 knjige za Beletrino, o tem. Ja, ljudem se vidi to. Ljudem se to vidi in pri ljudeh je najbolj moteče to, da ne znajo čist na eleganten in enostaven način izraziti ljubezni in čustvovanje drugega človeka. Veste, kaj pa mene včasih moti, da ljudje ne znajo reči, tega ne vem, o tem še nisem nič slišal, tega še nisem prebral?
Kako mislite, da bi vas s tem nadlegoval človek? Daleč od tega, ampak da ljudje ne priznajo, da nečesa ne vedo, da se Absolutno, absolutno. Da imajo v očeh kdaj kakšno neprebrano knjigo. Jaz pa z velikim veseljem pristopim k takemu človeku, da bi me on kaj naučil. Zato se rad družim s takimi, ki so drugačni od mene. Pa da ne bova govorila samo o tem, da je knjiga lahkotna. Umeščena je kar v konkreten družbeni in politični trenutek. Oskar se precej pogovarja s svojimi ženskami tudi o tem, kar se dogaja okoli njih. Niste se mogli izogniti koroni, da bova konkretna? Ja, korona je pustila neke posledice, ki se meni zdijo zelo tako deplas za ta nasvet. In zato, ker sem pač jaz kot vrhunski bivši športnik, pa tudi zdaj se v ogromno športom ukvarjam, mislim, da se gospa tamle tudi, da smo ljudje nasedli nečemu, česar ne bi smeli sami sebe dopustiti. To je bila korona. Jaz sem se počel cepiti, cepil sem se 2-krat, pol še enkrat, to se pravi 3-krat, in jaz sem imel resne probleme. Resne probleme sem imel s tem, ne psihične, ampak meni je kar začelo srce pol utripati, pa ne vem še kaj, sem šel tako k prijateljem, imam dosti prijateljev zdravnikov, resnih zdravnikov, ne nekih šušmarjev. In so mi rekli, da je pač nekaj narobe, pa to pa ni bilo pol, se je to umirilo, samo meni se zdi, da to pač manipulation, ki se pač ne dela našim potomcem. Tako sem preživel korono, vendar med tem časom te korone sem prevedel Karakaša, sem napisal Čas lepih žensk, kajti obkrožajo me krasne ženske, tiste, ki so mame mojih otrok, tiste, ki z mano živijo. Jaz sem se ločil že pred 15 leti, ampak ženska, s katero sem se ločil, je postala moja najboljša prijateljica, takrat, ko sem se ločil od nje. Ti imaš srečo. Ne, se treba potruditi za srečo. Se treba pa malo potruditi. Ja, tako. Pišete recepte, kako? Ne bom tega pisal, ampak mogoče kdaj, kaj pa vem, ampak sem se potrudil za to, mislim, da ona tudi, in sem zelo, to so pol. Zaradi takih stvari je človek srečen pol. Juri, napisali ste Čas lepih žensk. Kaj pa tiste ženske, ki morda niso lepe? Kaj je z njimi v vašem življenju? Kako mislite lepe? Dajte vi meni to povedati. Dajte vi meni povedati. Kaj mislite s tem Čas lepih žensk? Ja, ne vem, tako bom povedal, bom čisto iskren. Seveda se drugače, nisem prišel zaradi tega, če ne bi iskren, ne bi šlo prišel. Jaz imam eno tako srečo v tem smislu, da se s temi ženskami, kjerkoli imam z njimi, da one kar same pridejo k meni. Pa ne na psihoterapijo ali pa karkoli, ampak da enostavno imamo se dobro. Dobro se imamo. In to je ta Čas lepih žensk. Je pa res, da imam samo enega otroka. Kako mu je ime? Ime mu je pa Oskar. In že v intervjuju so me spraševali, če ta Oskar iz tega romana, se rekel, ne, to sem jaz večinoma o sebi pač pisal to, ampak sem sina vprašal, če ga to moti, ker je že odrasla osebnost, ne, pa je rekel, da je stari, nehaj, no. Pač Oskarji so v vašem življenju. Ja, tako, evo. Poglejte, prej so govorila o žanru in tako naprej, pa ste to malo pustila na stran, ampak vendarle na koncu vsakega poglavja, ta poglavja so nekoliko krajša, nekoliko podrobna, sila zanimiva, na koncu tisto, čemur scenaristike, enkrat sem to nekaj slišala, pa nič kaj dosti o tem ne vem, čemur scenaristiki rečejo punchline, se pravi nekakšna misel, žebljica na glavico, a je težko priti do takšnih zaključkov? Prav vsako poglavje na koncu se nasmehneš, rečeš to je to, ali si očaran, rečeš wow. Jaz sem pristopil recimo k temu pri pisanju oziroma artikulaciji teh besed, stavkov, povedi ali kakorkoli vas zdaj to zahahljala, v Času lepih žensk to, da sem pisal z užitkom in sproščujoče. Nisem se nič tehnično ukvarjal s tekstom, kot sem se z marsikaterim tekstom v svojem življenju, tukaj pa nisem bil nič tehničen. Tukaj pa samo sem sprosto, kako se to reče, čisto prosto pač artikuliral in to je to. Nič tehničen, morda pa zelo srčen. To pa ja, pustil sem to, ja. Pustil sem to, da se to čisto razprši in da pač to tako teče. In bili ste najbrž tudi čisto vi, kajti v tem delu je kar nekaj besed, ki so se mi zdele zelo zanimive, takšne, morda čisto vaše. Recimo otožje, besedovati, kotalikati se, tam se je tisto sadje kotalikalo, na ušvrk,
pešji bus. Ja. To jih lahko tudi jaz uporabljam. Seveda, absolutno. To so arhaične slovenske besede, vendar v čem je paradoks? Zakaj take besede pridejo iz mene? Zaradi tega, ker sem jaz hodil v hrvaško šolo. In sem hodil, jaz slovensko, veš kako jaz govorim slovensko, to je zelo slabo, to je ena. Moje. Poslovnica pa moja, to je blizu enice. Ne? Ampak jaz sem pol, ko sem v Ljubljano prišel s svojim kumom, moj kum je Mitja Čander, leta 1995, ko je še on ustanavljal to beletrino, sva midva se začela precej družiti in se pogovarjati o knjigah, potem je on najprej bil urednik, potem je pa sam prevzel pač to založbo. Sem jaz videl, kakšno strast imam do tega jezika, ki je v mojih genih. Nisem pa hodil v to šolo. Jaz sem zelo slabo govoril slovensko. Zdaj na nek način opisati. Ja, zdaj tako, bravo, evo, to je to. Da se mi je to zdelo. Ja. V branju. Ali ni to lepo? Živala sem. Ja. No, pa še nekaj drugega se je zgodilo. Kar z nekaj vašimi razmišljanji se zelo, zelo strinjam. In recimo zanimivo mi je tisto, ko pišete v velikih hišah s preveč praznega prostora in nemarnega ravnanja z naravo, s preveč egoizma ter premalo občutka za naravo. Če se hočeš postaviti v misli, si lep vrt. Ja. Jaz podobno razmišljam. Sprašujem se, kdo živi v tem betonu in zakaj. Prav danes sem objavil eno fotografijo, jaz imam en majhen vrt tam v Istri, to je čez blizu, to je 1 uro, kle stran nad Sečovljami. In ogromno se ukvarjam z naravo. Ogromno se ukvarjam z njo, ne zaradi psihoterapevtskih ali kakšnih takih vzgibov, ampak rad imam to. In se enostavno dosti s tem ukvarjam, drugače pa kar se tega tiče, ko ste rekla, kaj bi ljudje, kaj si že rekla prej? Rekla sem, da čemu se te velike hiše? A ja, to, ja. Ja, lej, sorry, veš kaj? No, lej, Blažka. Jaz poznam ogromno ljudi, ki so tudi moji frendi, pa niso zabiti, niso ene zgube, pa to so resni ljudje, tudi odgovorni, katerih hiše živijo namesto njih. Razumeš? Ti imaš pač hišo, pa vse si zidaš, pa ne vem kakšne varčevalne račune, pa bitcoine, pa si star, pa tako sediš, pa se ne znaš sprostiti, kako so mi zdaj sproščena. Ja, tam Oskar je zapisal, vi ste zapisali, da hiše žrejo življenje. Tako je, vidiš. Zato imam čist malo tega. Izogibam se imeti nepremičnin. Pa imam rad biznis. Ste pa rastline, a ne? Aha, itak. Svoje. Svoje? Ja. In svojo vlado? Ja, tudi. Svoje olje. Super. Tudi. Ni moje, ker imam premalo dreves in pa grem polo v oljarno, ker skupaj sosedi pač to pač nesemo, pa imamo vsi pač eno olje, ampak je olje z iste pokrajine, to v bistvu se da. So pa različne vrste oljk. Ne vem, ene so belice, ene so take, ene so različne vrste in se pač to olje zmeša, samo to je pač, to se samo zmelje, pa domov pripelješ, pa to imaš. Imaš in si zadovoljen, seveda. Ja, če si s tem zadovoljen, imaš pa ljudi, ki bi bili zadovoljni s čem drugim, ne? A veš, bi bili pa radi, ne vem, minister za kulturo ali pa ne vem kaj, ali bi pa stavkal kle, ali bi pa že Zlatko Čodić prišel, pa bi on začel neki kričati, jutri ga bomo imeli, to me zelo veseli. Ti ga boš krotila, tako da se to ne bomo tiklo. No, Juri, še ena zelo resna misel, ki je Oskar izrekel, oziroma vi zapisali ste. Pravzaprav so si podobna, le da si ti moški, jaz sem ženska, hrepenenja spolov pa so hočeš nočeš drugačna. Lahko te razložite to misel? Ja, res je. Vse to je logično, to ti bo tudi vsak zdravnik povedal ali pa človek, ki se ukvarja profesionalno s temi rečmi. Moji hormoni moški so drugačni kot tvoji ženski. Dajo se uskladiti, zato smo tudi na svetu. Ne bomo nič o krščanstvu govorili, ker jaz sem čisto sem to aber, nisem to. Tako smo različni, po hormonih pa tako povezani, da nas ta različnost kot magnet tako pač skupaj privlači in tako pridemo skupaj. In zato se imamo tudi tako radi, moški pa ženske, tisti ljudje, ki se znamo imeti radi. Če se ne znaš imeti rad s komorkoli, potem tvoje življenje ni doseglo nobenega uspeha. V PDF-ju knjige, ko ti knjiga bo šele šla, ali je že na policah. Ja. Je že, odlično. Ampak jaz sem imela tako lepo kopije, da sem lahko po njih čečkala. In ob enem odlomku sem prav napisala wow. In ta odlomek je bil.
Nekaj je v nas ljudeh, česa se ne da več popraviti, ko preteče precej življenja in niso bili zvesti sami sebi. To ni ne vem kakšna filozofija, a je dober občutek biti tak v svoji koži, dober občutek je, ko gre ves dan v nemar in veš, da ti je uspelo misliti na nič slabega. Ja, to je v redu, jaz se s tem strinjam. Ja. Seveda se strinjate, to ste zapisali, jaz se pa strinjam. Ja, samo v bistvu do tega moraš priti. Zato, ker ti vsak človek ni tako rojen. To si ljudje mislijo, recimo, ko berejo rumeni tisk ali pa ne vem, razna poročila, pa kaj ta, kako so pač neki igralci, kako živijo, pa kako, ali pa ne vem, kdorkoli, kako živiš, pa od česa živiš. Živiš lahko dobro, samo če sam za to poskrbiš. Ni važno, kakšno plačo imaš, kje si v službi ali pa karkoli počneš. Če to znaš, boš lepo živel. Potem boš lahko tudi imel koga rad. Kako me sredi, ne vem, svoje otroke, kot sva rekla, ne vem, kakšne punce ali pa ne vem, kogarkoli, ne, ali pa zato sem lahko dober prijatelj. Samo najprej sem moral to sam zase poskrbeti. To ni nobena velika filozofija. Tukaj, zato jaz imam ogromno prijateljev, doktorjev filozofije, profesorjev po raznih univerzah na svetu, ki so tautologi. Samo jaz jim tega ne bom rekel, ker sem osprli. Ampak to je čista tautologija, pač nakladanje v razmišljanju in vsem tem. V bistvu pa, če sam sebe pogledaš, imaš v realnem, pure življenju ene take težave, da si skozi v problemih. Ali se skozi ločuješ, partnerja ne moreš imeti, skozi v konfliktnih situacijah, nimaš dobre službe, skozi imaš probleme. Pravite, zato, ker nisi zvest samemu sebi? Absolutno. Kot je rekel Oskar? Ja, Oskar je moj sin. Ali Oskar v vašem delu? Itak, pa moj friend, jutri ga boste spoznali, če ste prišla. No, z veseljem. Ta ti bo všeč, športnik tudi. Juri, rada spoznava zanimive ljudi. Evo. Tako da se kar dobro počutim tudi v vaši družbi. Pa morda še vprašanje, tudi navdihnjeno v času lepih žensk. Ja. A res pišete zato, ali sploh pišete zato, ker se v tem nekaj neznanega blešči? Ja. Pisanje literature je zame, tukaj imamo ogromno recimo narkomanov, pijancev, ne vem kakih ljudi, posebnežev. Pisanje je zame največja droga, to je itak moj prijatelj, pokojni Tomaž Šalamun, že prej ustanovil, jaz nič novega ne govorim, ampak to je zame res težka droga. In to je taka lepa droga. In se blešči. Blešči se do konca. Samo moraš not priti. Moraš najti, da veš to linijo, ko priješ sam do sebe, v svoje telo, po svojo mentalno igro, lepo, da te to popelje. Potem pa si tam. Ni treba nič plačati. Nič plačati? Ni nič pogodb pa tega. To je zastonj. In kakšni so kaj odzivi na vašo knjigo? Vas kaj lepe ženske ustavljajo na cesti? Ne, ustavljajo me zato, ker me poznajo fizično, drugače to ne. Pa tudi ne želim si jaz tega. Jaz sem ogromno prijateljev, ki so tako slavni, da jih... Pa tudi ne samo Slovencev, tudi tujcev pa se to, ki jih ljudje res ustavljajo na cesti. Samo to je neprijetno. Jaz si ne želim tega. Zakaj? Saj to delam zato, da bi mi en motopol. No, seveda. Si mislim. Zdaj pa, če mi dovolite, bi prebrala še nekaj, kar ste čisto na koncu zapisali. Lahko. Ker je res lepo. Gre pa takole. Narava je bila čudovita in mirna. To, da ne pripadam Istri, kakor tudi rojstni Ljubljani ne. Pripadam življenju in hočem pripadati prijateljstvu. Juri, zelo mi je bila všeč vaša knjiga in skoraj sem si zaželela tudi jaz biti, vsaj tako v literaturi, ena vaših lepih žensk. Tako da najlepša hvala. Hvala tebi, zelo prijeten pogovor. Čas lepih žensk in Jurij Hudolin. Hvala lepa tudi vam. Beletrina v živo.